Če ste opazili, če se naša univerza v enem času ukvarja bolj z problemi infrastrukture kot s problemi vsebine, ker je najbrž zelo narobe, v kakih situaciji smo se znašli. Zato je današnji podpis vsaj zame toliko bolj vesel dogodek, ker je eden če rečemo, nabiri vseh dogodkov, ki se dogajajo, edini vsebinski. Gre namreč za podpis sporazuma z šolo upravnih umetnosti Pomorske vrtce iz Ljubljane, s katero že dolgo sodelujemo. Predvsem smo sodelovali bolj v organizacijskem smislu, organiziranje raznih dogodkov, mislim, da so prekaj nekaj dnevni razstavi, ki smo jih, če tako rečem, skupaj, čeprav so vse delo upravljali. Imamo ne samo sporazum o sodelovanju, temveč več, in sicer namero, da na Univerzi v Novi Gorici skupaj ustanovimo novo fakulteto za upravno umetnost in seveda to fakulteto napolnimo tudi z vsebino. Delujemo od leta 1994 in to najprej s programi kiparstvo, keramika, restauratorstvo. Leta 2001 smo začeli s programom digitalni mediji, smermi video, fotografija, animacija in interakcija. Še 2 leti kasneje z oblikovanjem interjera programa Ambient. Zdaj, v tem 15. letu nekako imamo vsakih 5 let revizije ali neke plane za naprej, mogoče v smislu 5 let. In zdaj ta tretja se zaključuje s tem, da bi si želeli sodelovati v širši organizaciji kot do zdaj. Tako da je ta simbolični današnji podpis v bistvu, upam, začetek obdobja, kjer se šola, ki je med tem precej zrasla, čeprav je to mala organizacija, ampak vodi 7 do 8 različnih programov in to za okrog 60 do 80 študentov, odvisno od generacije, z malimi skupinami od 5 do 12 študentov. To pomeni, da se vsi osebno poznamo, da so odnosi dost neformalni in verjetno tudi to, da vstopamo v organizacijo, ki ne deluje v istem mestu kot mi, vsaj za enkrat nismo na isti lokaciji, bo tudi prinašalo verjetno nove izzive. Če ste pozljivo poslušali, ste najbolj hvala, da se naša univerza v tem primeru tudi ni izgledala tradiciji, da gre za študijski program, ki je interdisciplinaren, ki to pot posega tehnična znanja in umetnost, kar je tudi svojevrstno zanimivost tega programa in pa seveda kot tak krasno sodi v naši dejavnosti, ki je večina študijskih programov orientirana tako, da posega po raznih disciplinah in širših znanjih. Mogoče še to pred tem eno vprašanje glede digitalnih medijev. Našem modelu se zdaj reče digitalni mediji in se dela v sklopu šole uporabnih umetnosti, zato se razume, da ti digitalni mediji pomenijo v bistvu ta kreativni del tega, ne pa mogoče tehnični ali pa bolj novinarske vprašanja glede tega, kaj a so to digitalni mediji kot TV, tako naprej. V končni obliki imena programa bomo skušali to definirati že v samem imenu programa. Tako da to je v bistvu zdaj delovni naslov digitalni mediji, še nima tega dodatka, ki bi bolje definiral, da se to dogaja znotraj nekakih kreativnih umetniških. To je tisto, kar recimo lahko čisto v samem imenu, potem tudi vprašanje
interesentov. V bistvu mogoče prejasno še samim produktom. Končni produkti, ki jih študenti delajo, ker nas pač za teorijo so izpiti, drugače pri tem praktičnem delu na te zaključne naloge, so filmi, se pravi, mi govorimo o digitalnih medijih, predvsem zaradi tega, ker se na digitalnih medijih tehnično večino da izvaja, v kamere, kot recimo pri montaži, ampak so filmi, glavno so sicer predpisani in zahtevani so kratki filmi, čeprav imamo tudi kakšne 45 minut, in pa animiran film, pač v različnih tehnikah, ampak že spet imamo animiran film, se pravi, za čisto neke umetniške produkte in pa seveda fotografske razstavljanje, če govorimo o teh smerih. Medtem ko interaktivnost pa povezuje nekako splošno znano najbolj vezane na internet, ampak predvsem povezuje uporabo kompjuterja kot orodja, tudi pri robotiki in podobnih, torej, ker se danes v likovni umetnosti pač pojavi medij, ki se